Mi gremo pa zdaj na naslednjo temo, govorili bomo o multipli sklerozi. Multipla skleroza je najpogostejše nevrološko obolenje med mlajšimi odraslimi osebami med 20 in 40 letom starosti. V Sloveniji živi po ocenah preko 3500 oseb z multiplo sklerozo. Pardon, sem se narezala od Tine. V Združenje multiple skleroze Slovenije je včlanjenih preko 2200 oseb s klinično potrjeno diagnozo. Nekaj dejstev o multipli sklerozi lahko še povem. To je najpogostejša bolezen centralnega živčnega sistema pri mlajših osebah. Diagnoza se največkrat postavi med 20 in 40 letom starosti. Multiplo sklerozo ima zanimivo več žensk kot moških, razmerje je 2/3 žensk in 1/3 moških. Zelo redko je, da se diagnoza postavi pred 12 in po 55 letom starosti. V Sloveniji, kot sem že omenila, je več kot 3500 oseb z multiplo sklerozo. Ne poznamo zdravila zanjo in tudi ne poznamo vzroka bolezni, je taka misteriozna bolezen. Več o multipli sklerozi in o Združenju multiple skleroze Slovenije pa bomo izvedeli od Boruta Sobana iz tega združenja, tako da ga lepo pozdravljam. Dobro jutro. Dobro jutro, lep pozdrav. Je za vas zdaj še malce zgodaj ali ste jutrnji tip človeka? Je kar zgodaj. Je kar zgodaj, a ne? Ja. Tudi zame bi bilo, ampak odkar vodim tele oddaje, sem postala tudi jaz malo bolj jutrnji tip. Pa da ne bomo preveč okolišili, dajte mi še vi, prosim, povedati, kaj je multipla skleroza? Kot ste že sama načela, je nevrološko obolenje. Kar je zanimivo, pravi se ji zelo pogosto tudi bolezen tisočerih obrazov. In to zato, ker se pri vsakem bolniku kaže z zelo drugačnimi znaki in tudi njen potek se med bolniki zelo razlikuje. Znaki in simptomi se kažejo zelo različno, odvisno od dela živčevja, ki je prizadeto. Lahko se pozna pri hoji, ravnotežju, pri težavah z vidom, utrudljivost je velik problem, različnih problemih pri odvajanju, motnjah senzorike, nevropatskih bolečinah, različnih kognitivnih motnjah. To so najpogostejši simptomi. Razlike v njihovih potekih so pa recimo 3 oziroma 4 najpogostejše. Najpogostejša je recidivno remitentna. To je ta, ki poteka z zagoni, po katerih se telesna okvara bolj ali manj tudi popravi. Nažalost, v veliki večini preide potem v sekundarno progresivno, kjer se stanje postopoma slabša. Poznamo nažalost tudi primarno progresivno obliko napredujočo, kjer se stanje od vsega začetka postopoma, a ne pretrgoma slabša, nima pa teh klasičnih zagonov. In nekaj manjši procent je tudi tako imenovane benigne oblike, kjer se stanje tako rekoč eno neznatno poslabšanje na začetku, potem pa prizadetost morda sploh ne napreduje več. Zanimivo, se pravi, je res v zelo različnih oblikah se pojavlja, kot ste rekli, tisočerih obrazov bolezen. Kako pa je pri nas obravnavana v Sloveniji? Obravnavani smo seveda s strani nevrologov. Na nek način smo lahko ponosni, da v Sloveniji imamo kljub vsemu na voljo vsa, tudi najnovejša zdravila, ki so registrirana in dostopna v svetu, kar pa ni nujno, tudi ne za našo okolico. Se pravi, ja, niso povsod tako srečni, kot pri nas, da imajo lahko dostop do zdravil. Kako pa ste v Sloveniji organizirani bolniki z multiplo sklerozo? V Sloveniji deluje, oziroma tako moram reči, organizirani smo velika večina nas znotraj Združenja multiple skleroze Slovenije. Ta ima sedež sicer v Ljubljani, čez 2 leti bo praznovalo 50. obletnico. Kot reprezentativna organizacija deluje pa po celotni Sloveniji, preko 16 podružnic. In največja med njimi je seveda ljubljanska z nekaj manj kot 400 članov. To pa je kar veliko, članov. Se pravi, se večina tistih bolnikov, ki dobijo diagnozo za multiplo sklerozo, se večina odloči potem včlaniti tudi v združenje? Ne nujno, pa tudi skoraj zagotovo ne takoj na začetku. Namreč to, kar ste prej omenila, da je v Sloveniji po oceni 3500
bolnikov s potrjeno klinično diagnozo. To je seveda samo ocena, ker registra kot takega v Sloveniji še nimamo. Da bi Aha. vedeli. In mi zagotovo rečemo, da nas je 2200, ker toliko jih je naših članov, ki za vključitev morajo imeti klinično potrjeno diagnozo. Kako pa v bistvu vaše združenje deluje, ne? Kakšne programe izvajate? V okviru združenja izvajamo več programov. Najprej, recimo temu največji, smo kot pogodbeni partner ZZZS-ja, izvajamo obnovitveno rehabilitacijo na 5 lokacijah po Sloveniji. To so zdravilišča Topolšica, Laško, Dobrna, Radenci ter v Čigu. Ta program izvajamo tako za člane, kot tudi za nečlane združenja. Potem imamo program ohranjanja zdravja, ta je sicer krajši, ter tudi z doplačili, a je nabor zdravilišč večji. V našem centru v Ankaranu organiziramo skupinsko rehabilitacijo za člane s težjo telesno okvaro. Te skupine smo spomladi in jeseni. Potem imamo pa družinsko rehabilitacijo, ta program, ki praviloma poteka poleti in poteka v naših objektih v Ankaranu, Podčetrtku, Barbarigi in Fontani. Potem so še manjši, a zato nič bolj pomembni programi, kot so prevozi invalidov, socialne pomoči, pomoči pri uveljavljanju pravic, izdajanju glasil, izvajanju športnih tekmovanj, izobraževanje mladih ter novo diagnosticiranih. Najnovejši in trenutno tudi kadrovsko ter finančno najobsežnejši je program osebne asistence. V bistvu, katere od teh programov pa izvajate tudi v Ljubljani? V Ljubljani, ja, na mikronivoju teh 16 podružnic izvaja seveda dodatne programe, ki so namenjene prav svojim članom na tem območju. Zdaj pri nas imamo organizirano vadbo s fizioterapevtom v telovadnici, potem imamo vadbo v bazenu in plavanje, potem imamo namizni tenis, balinanje, jogo. Za najbolj prizadete člane izvajamo program fizioterapije na domu. Še pred nastopom te pandemije smo izvajali računalniško izobraževanje na domu. Vedno imamo redno tedenska informativna srečanja, samo s to razliko, da smo jih preselili na splet. Potem, predvsem za tiste, ki sicer do teh naših programov oziroma predvsem informacij o novostih, teh ne morejo priti, je namenjen program poverjeništva. To pomeni, ker se te informacije prenašajo osebno, 1 na 1. Skupina, ki je namenjena predvsem mladim in podobnih stvari. Omenili ste že pandemijo in da ste se morali tudi vi malce prilagoditi, tudi vaše združenje. Koliko vas je tale pandemija koronavirusa prizadela? Ja, precej, ne. Saj to, kar sem jaz naštel, bi moral v bistvu govoriti v pretekliku. To je to, kar smo počeli in kar bi spet radi počeli, pa ne moremo. Eden redkih izjem je to, ki se skoraj da ni prekinil oziroma se je rahlo prekinil v tistem času prvega lockdowna, to je bila ta fizioterapija na domu. Sicer ostalo imamo vse, kar je možno online, tudi telovadbo imamo preko Zooma, vodijo fizioterapevti, ampak to ni čisto isto. Mi bomo zdaj se poslovili, ker moramo iti v oglase, ampak po oglasih se bova še pogovarjala, tudi nekaj videe bomo pogledali, pa malce več bomo povedali o dogodkih, ki jih drugače organizirate. Tako da hvala za enkrat in se gledamo. Okay. Mi gremo pa, kot rečeno, zelo na hitro v oglase. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo po tehle hitrih oglasih. Mi gremo pa naprej s pogovorom, pogovarjamo se z Borutom Sobanom iz Združenja Multiple skleroze Slovenije. Ponovno pozdravljeni. Lepo, no. Takole, prej sva že veliko povedala o multipli sklerozi in tudi kako je z njo v Sloveniji in kako deluje vaše združenje, pa lahko nam zdaj še dokončava to temo in nam lahko naštejete, katere dogodke sicer organizirate? Trenutno najbrž dogodkov pač ne morete, ampak katere dogodke drugače organizirate v združenju? To, kar bom zdaj rekel, pa tudi od tukaj naprej v glavnem govorim izključno o Ljubljani. Jaz kot predsednik Ljubljanske podružnice sem odgovoren za to področje, ne, za področje Ljubljane. In v Ljubljani čez leto organiziramo 5 glavnih dogodkov.
Prvi je ob dnevu kulture, lani smo bili v Cankarjevem domu, predtem v Narodni galeriji, konec marca imamo občni zbor, konec maja je dogodek ob svetovnem dnevu MS, jesensko srečanje imamo pa tudi dogodek v veselem decembru. V 2020 smo, kot je bilo sprva planirano, izvedli samo dogodek ob dnevu kulture, zelo smo improvizirali ob svetovnem dnevu MS, še bolj pa ob veselem decembru. No, zdaj bomo pa si lahko malce pogledali v videu, kako to pa dejansko izgleda. Poglejmo si. Takole, tole je bil en tak simpatičen video. Borut, lahko malce pokomentirate, kaj smo videli? Ta dogodek je bil organiziran v 2019. Ob priložnosti svetovnega dneva MS, 30. maja, smo takrat drugič organizirali ta pohod vožnjo za MS. Častni pokrovitelj je bil predsednik republike, zato smo tudi štartali izpred predsedniške palače, ker so nas na začetku iz kabineta tudi pozdravili. Ideja je bila združevanje bolnikov z MS, njihovih svojcev, prijateljev, nevrološke stroke, aktualne politike, tudi, kot ste videli, nekaj vipovcev. In to vse preko aktivnosti, ki jih še zmoremo. Glede na fizične sposobnosti smo skupaj hodili ali pa se vozili. In to iz Erjavčeve, skozi Tivoli pa vse do Švicarije. Osnovno je bilo, vsakdo mora priti na cilj. Tu so nam pomagali pokrovitelji z najnovejšimi skuterji, gasilci, ter seveda župan, ki nam je posodil kavalirja za vsak slučaj, če je kdo na poti omagal. In danes se nas je tudi nebo usmililo, od samega do samega začetka je deževalo, ampak na filmu je pa videti, da je ploščad pred predsedniško palačo suha. Se pravi, vam je uspelo, mislim, je tudi dež vam pomagal, so rekli tudi gor, ne, naj imajo brez dežja en tak lep dogodek. Je bil pa opažen tudi v tujini? Ja, novembra 2019 sem povabljen na kongres v Atene, kjer sem projekt ta predstavil kot primer dobre prakse. Na srečanju je bilo prisotnih 79 udeležencev, 28 držav, 4 kontinenti. Multimedijsko predstavljen projekt je požel veliko odobravanja in zanimanja.
delegati iz Avstrije in Hrvaške so me povabili, če pridem predstaviti to tudi k njim. Francozi, Portugalci in Grki bi pa radi ta isto tudi sami organizirali in so me prosili za dodatne informacije. Tako da je bilo zelo uspešno, ja. No, zdaj pa lansko leto je bilo pa malce drugačno, pa si bomo zdaj v videu pogledali tudi, kako je pa to potekalo lansko leto, a ne? Poglejmo si. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart, and I wouldn't change a thing, even if I were the king. I've never known a brighter sunset, but every day I see it rise. I never thought it could be better until I saw it in your eyes. Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Yeah. Ja, to smo pa lahko videli, da v letu 2020 pa bolj vsak za sebe, ampak združeni v ljubezni, ne? Ne čist. Ne? Ta srček, to je mednarodna organizacija, je tudi to spremenila, izhaja iz znakovnega znaka gluhonemih, ki pomeni skupaj, ne. Aha. In mednarodna organizacija ga je pa, MS organizacija ga je prevzela kot MS srce. Čudovito. Je res tudi lepo sporočilo. Tako. In zato je bil tako drugačen, ne. Če smo se na prvem učili, drugega ste videli, je bil že prvič odmeven tudi v tujini, ta je bil pa spet zelo, zelo dobro sprejet, ker je bil tako drugačen in dejansko narejen v razmerah, ki so dopuščale samo to, da smo se posneli vsak zase na svojemu koncu. A je bilo to stanovanje, je bilo to v naravi, je bilo v PST-ju, na dvorišču, v atriju, zelo, zelo različno.
ampak na koncu je izpadlo zelo v redu. Ja, hvala vam za vaš čas. Mi bomo zdaj počasi se morali posloviti, morda na hitro, preden se poslovimo, samo kakšni so načrti za prihodnost? Zdaj bom zvenel kot večerna poročila. Zelo odvisno od epidemiološke slike. Ne. Kaj nam bojo pustili sploh delati, ne, pa kdaj? Seveda bi radi čim prej stvar spet zagnali, ampak na žalost ta trenutek ne vemo nič. Ne. Ja, potem pa upajmo, da bo epidemiološka situacija čim prej, čim bolj ugodna in boste lahko nadaljevali s svojimi aktivnostmi. Želim vam vso srečo in veliko uspehov. Ja, tudi jaz bi rad vsem gledalkam in gledalcem, da želim uspešno, predvsem pa zdravo in korone prosto leto. Ekipi Ljubljana TV pa uspešno delo, pa hkrati upam, da se 30. maja vidimo v živo na pohodu. No, upajmo na to. Hvala vam in lepo se imejte. Srečno, živijo. Adijo. Na hitro gremo v oglase, po oglasih pa nekaj prometa in malo več fitnesa. Se gledamo.